Le zdaj telefon. To je to. Ojla, Živijo. Paco Martina, živijo mami. Chat, say hi to my mom. Alright. Popustimo malo zadaj. Nekje se še slišim, se pretepniti? Ne, jaz sem dal čist off na telefon. A ja, vem, kje se slišim, lol. Lol. Tam, da zrihtam nekaj? Ok, cool. Hey chat, how you doing? Oh, Ian brother is in the house. Let's go. Hello. Tam malo voda. Ok, cool. Zdaj smo pa ready. Hey, wom. Alright. Evo, dobro večer. Dobro večer, tu je ta napaka. Kakor ponavadi, kaj en drug event vodim, vedno rečem namesto pozdravljeni, rečem ne namesto dobrodošli, kar nekaj rečem. Zdaj sem tudi rekel. Dobro večer, slovenščina moj doma. Evo nas tle, jaz pa Matic. No, se bomo pogovarjala malo, kako je, kaj Matica driva v življenju, da dela, kar dela, da živi life, kakor ga živi in da je pri tem uspešen. Še prej bi rad povedal, v bistvu, zakaj sploh delam na tej oddaji, zakaj sem se jaz to odločil. Ful časa sem razmišljal, kaj sploh naj delam, a ne. V smislu, ki bi rad dal več ljudem. In jaz delam ful delavnic z mladimi najstniki v srednjih šolah, pa z njihovimi starši, učitelji tudi na osnovnih šolah. In približno imam neko sliko, kaj se danes dogaja z mladimi in česa si želijo. In jim je ful všeč, ker se z njimi realno pogovarjaš, kaj jim poveš, a ne. Kako se s kakšno stvar soočati. Oni imajo en kup vprašanj, kaj je smisel življenja, kako naj se motiviram za šolo, kako naj rečem punci, da mi je všeč, ne, kaj pomeni, če neki, do vseh bolj, rečemo temu, kaj se nam dogaja v glavah, ne, ki imamo različne misli, da je ta svet je beden, pa kaj je vse skupaj, apatija in tako naprej. In v bistvu sem pol najprej sam hotel nekaj, potem sem pa razmišljal, verjetno bo ful večji vpliv imel, če povabim še enega zraven, a ne, in še nekdo drug podeli in predstavimo neke zgodbe ljudi, ki so imeli tudi različne izkušnje v življenju. In potem sem prvega klical Matica in on je kar prvi rekel, ja, pač legendary. Tako da najprej ena stvar, kako so se jaz pa Matic poznala, ne, pač tudi, veš, da letos je 11 let, sem razmišljal, točno 11 let je letos. Sorry, Ko smo ga šli, jaz sem v bistvu šel po 2 letih, sva šla s punco na Razen in potem sem šel, rekel, jaz grem letos kar sam na morje in sem šel na kolegijo, ki smo poznali takrat šefico v Novem mestu ali nekaj drugače bila iz travel agency. In potem sem rekel, jaz bi šel, imate kaj free, ona rekla, ja, imamo, samo ti bomo dali k enim 3, je tebi to ok? Sem rekel, ja, meni je ok, če je njim ok, ne, da se ne bomo grdo gledali. In potem ona reče, ja, ok je. In priletim jaz v Ljubljano, se usedem na bus in pridejo 3 gor, ne, in 2 fanta, ena bejba in eden izmed teh je bil Matej, pa Matic, pa so bejbo sem imel pa sam takrat videti tistih par dni. Kako je ime? Kako je bilo ime, sem pozabil, kaj? Mislim, da je Maša, nisem pa ziher. Maša, ja, neka judoistka, ali rekel, ki je par. Isto kot ti, tako, ja. In potem smo ga tam žurali, skupaj smo se spoznali, takrat naprej v bistvu smo več ali manj skupaj, a ne. Tako da, Ampak zanimivo je bilo, ja, zanimivo je bilo v bistvu tudi, da jaz sploh nisem z družbo hotel nobenega zraven, ne, oni so tebe v bistvu kar sami direkt noter dodali, ne. Mi smo hoteli okej. trije in to je to, ne. Si bil usidran lepo. Ja, sem bil vsiljivec, ali vsiljivec.
Ne, saj se dobro se je pa lepo se je šlo, res, vse je z Ja. razlogom. Bravo. Točno to, ne, in pol 11 let, vmes tudi bil moj coach za postavo, pri njemu se vidi, ne, njegova roka pa moja, jaz bom dal roke pod mizo, on se je dal tako večji, Maticih Ne lahko morem pokaže jaz. ven, ne, ja, ne, ti kar pokaži, ti, to je ok, boš tudi povedal, ne, ampak ok, da je tako, ker jaz sem rekel prej, da se delam z veliko mladimi, se pravi ukvarjam z najstniki in tako naprej, sem tudi mentor, te ena na ena stvari delam. Kakšen si bil ti, kot najstnik? Če bi se danes pogledal, kako bi se opisal? Zelo nesamozavesten. Aha, To je bila prva, po mojem, najbolj taka moja anekdota. Nesamozavesten, zmeraj sem imel vpliv na druge, mislim, mhm, zmeraj sem poslušal samo druge, nikoli aha, sam sebe. ok, Ja, strmel sem vedno v športu, mislim, da me je to najbolj peljalo pol čez celo življenje. Ja, v bistvu za to, no, na ta način. ok, Pa z raznimi izkušnjami, delom, različnim in tako naprej. Največ v bistvu sem pridobil te samozavesti, ko sem začel borilne veščine trenirati. Ampak mhm, ne zaradi tega, da bi pač se začel pretepati po ulicah, ampak ne vem, nek self-respect sem dobil. Začel sem zaupati vase, začel sem se bolj pogovarjati z ljudmi, mhm. bolj odprt sem začel ratovati, tako da pa je šlo, pa sem še na gor. Ok, ok, the best. Ampak če se še malo dotaknemo nazaj, ki si rekel, si bil ful nesamozavesten, ne? Kako se je to kazalo v življenju? Ne vem, ki si šel ven žurat, ali ki si prišel v družbo, ali kaj v šoli, pri puncah, že tako, kaj doma. Kako se je to recimo kazalo? Kaj si se takrat spraševal v glavi, ali pa kaj bi si takrat želel, da bi bilo v tvojem življenju, pa ni bilo? Mhm. Um, Jaz mislim, da sem preveč bil pod vplivom, mogoče tudi mame, Mhm, staršev, tako da kar je mama rekla, je bilo v svetu in nikoli mhm, nisem poznal svojo glavo nič razmišljati. Ne. Dobro, saj sem bil pač mlad in tako naprej, pa sem se zgleda počasi učil. mhm, Ampak ja, zdi se mi, da ne vem, kako bi rekel, no, ta pot me je sama tako peljala, ampak načeloma pa ja, počutil sem se tako, no, pri puncah nisem imel po mojem nikoli problema. Tu, mhm. tu sem imel nek, ne vem, nek poseben touch zmeraj, no. Ok, ok, cool, cool. Ja, Eh, sej to mi je bilo čudno, ker eh, si rekel najprej, da si bil ja, nek poseben touch. nesamozavesten. Ja. Ha, malo te je zmanjkalo, Ampak se zdaj pravi. pri drugih Povej. stvareh, ne, v Mhm, šoli, ne vem, zmeraj je bil problem ta javni nastop, no. Tu, mhm, in potem sem se vedno tako počutil, vse po moje veliko, tako, ko imamo neke nastope, da nas noter neki tišči, neke metuljčki dobivamo. mhm. Ja, in takrat jaz, v bistvu, jaz ne bi nič od mojega otroštva po moje spremenil. Meni je bilo vse super, po moje Ja. vse tako, kot mora biti. Mhm, Ampak, ja, na eni, tako se spomnim teh, tudi ko sem šel prvič, ne vem, šihtih iskati, no, prvo mhm. delo. Ja. Pač, jaz nisem vedel 5 besed, kaj bi sploh na unem sestanku rekel. Roke potne, cel, cel tak, kako bi rekel, ja, ne samo zavesten čisto, Mhm. ampak ja, Ok, ja. cool, cool. The best, a ne, ful zanimivo, ne, recimo, če bi te zdaj malo od zunaj pogledali, ne bi videli enega, ki pri bejbah nima problem, je v lifeu dela vse cep, ne, pa pride se nekam med, pa je tako, pa doma, a ne, mami. Tako da, ful, mislim, najprej hvala ti, da si tu podelil z nami, ali, Mm. ker pač se imamo redko take pogovore in to je tudi ena stvar, zakaj sem v bistvu ustvaril to vdajo, rečemo se tu grem, da glih to pokažemo ljudem, a ne, nekaj, kar se teže pogovarjamo, a ne. Ali pa se sploh ne, a ne, vsi vedno vreme, uno drugo in ravno tle je namen, in ti ful hvala, da si to podelil, ja. In ok, sprav, ful ne, samozavesten in potem si začel borilne veščine trenirati, a ne. Tako, no, najprej sem šel v bistvu Ja. tenis treniral, Aha, imel sem ok. nek tenis, ampak tu mislim, da pri meni ni veliko vplivalo, razen to, Mhm. da sem bil vedno ful tekmovalen. Ok, ok. Zmeraj sem hotel rezultat, zmeraj pač mi je to ful pomenilo in Mhm. pol, ne vem, borilna veščina je čist nekaj drugega. Ta borilna veščina ni šla v to smer,
išlo v tekmovanja, Mhm. ampak da spoznavaš kot art v bistvu in sam sebe, ne. In ja, povej, kaj si hotel vprašati. Ne, sej kul, sej kul. Živijo Colts, by the way, živijo. Ja. Ja, ok, ja, pač to, ne. Se pravi, tenis ti ni naredil razlike, borilna veščina ti pa je. To je kakšna posebna borilna veščina ali kaj si tu, karate, ali kaj si tu treniral? To je v bistvu Kempo Arnis Federation, takrat se je imenoval Ryuko Kempo. Ok, to nobenemu ni znano, zdaj kaj pomeni, ampak tudi na hitro neka mešanica borilnih veščin. In to je to. No. Ne bi glih ful kompliciral, Ok. ampak ja, v bistvu iz leti, ko sem ratal inštruktor tega, oziroma voditelj, inštruktor in tako naprej. Ja, takrat se je po moje ta samozavest dvignila, ko sem učil druge in takrat sem tudi dobil ta nek touch do tega, kako v bistvu folku pomagati. Ali pa vedno mi je to bolj pomenilo, kakor da jaz skozi nekaj tekmujem. Ok, the best, the best. Še eno vprašanje predtem, zakaj te borilne veščine? Kaj bi ono, zakaj si šel sploh na trening tega? Kaj je pač, ker sem friend rekel, ali si bral po netu, si raziskoval, kjer je borilne veščine, ali kako si prišel do tega? Ok, tu sigurno, da me je vedno, moj vzornik je bil vedno ta Bruce Lee in tako naprej. Tu sem zmeraj gledal vse filme na polno. En kolega je treniral judo, je rekel, naj pridem pogled na trening, pa sem prišel, pa mi glih ni bilo tako, no, da bi sploh probal. Tako da pol sem pa dobil še en kontakt, naj pridem kaj probat, in mi je bil tako ta energija všeč, kako delajo z otroci, pa če sem bil star, ne vem, mislim, da 10-11 let, da sem začel, nekaj takega. In že tako ta prvi trening, niso oni del tega prešerja, koliko je kdo sposoben na treningih, ampak so se res posvetili vsakemu posamezniku pač posebej, pač vsakemu otroku, ne. Tudi če ti nisi mogel noge stegniti, so rekli, sploh ni problema, vse te bomo naučili, nočemo se primerjati en z drugim, kako pač karkoli delamo, ne. Ok. The best, ta individualni pristop tej kupu pa. Se pravi, še zmeraj v skupini, ampak individualno. Ja, saj je bilo tudi v skupini, ampak so imeli tako dober pregled nad samim posameznikom, pa še posebej tisti, ki so nekaj recimo obetali, ne, v tem. Ampak ni bilo pa nobenih tekmovanj v teh borilnih veščinah, ne. Zdaj v bistvu so, ne, ampak prej pa res, takrat je bil nek začetek teh borilnih veščin, ki so pa trenutno v Sloveniji, mislim, da je največja šola v Sloveniji zdaj. Čez 20 let potem. Oziroma, ja, moment. Ok, cool. In kako si pa pol odkril, kaj bi rad počel v življenju? Kako, če malo na kratko opišeš tvojo pot, a ne? Kaj je bilo ono, kar je tebi strast, a ne? Kako si prišel do tega? Kaj se je premikalo takrat? Način ali ne vem, kakorkoli. Jaz mislim, da je bil moj prvi preblisk v glavi, ko sem gledal tega inštruktorja borilnih veščin, kako on uči druge. In jaz sem bil zmeraj on pač ta moj vzornik. Sem rekel, pač res obvlada, ne. In tako, navdih mi ga je bilo poslušati in tako naprej. In vse vmes sem tudi delal vse druge poklice in tako naprej, ampak enostavno me je pot peljala prek teh borilnih veščin, pol, da sem začel v fitnessu trenirati, ne. Sem rekel, da pač moraš nekaj na sebi delati in v bistvu sem tle spoznal, da mi je glih na fitnessu top, ker nisem omejen v uro. In vse večja obsesija je bila v bistvu s tem hobijem in tako naprej. Potem pa, ja, potem sem pa sem pa videl, da ljudje vse več me sprašujejo, kaj narediti s telesom, pri prehrani in tako naprej. In enostavno, da sem imel nek touch, kako jim pač pomagati in zato sem šel potem delati naprej in tečaje in tako se je iz leta v leto malo premikalo naprej. Ok, top, the best, ne. Sprav, nekaj, kar si rad že od otroštva počel, a ne, to je bil šport in si se rad s tem ukvarjal. Kdo ima pa zasluge za to? Za šport? Ja. Sigurno, da oče. Ok. Oče bi tisti, ki me je zmeraj, on je hotel zmeraj neko tekmovalnost ali midva med sabo, pa se zmeraj rekel, da pač
šport je vseeno, šport je zdravje in tako je tudi sem bil učen iz teh vzorcev. Mama pa antišportnik. Ja, ok. Ampak je bilo zanimivo vzdušje doma, po moje, ali? Ja, je. Ok, the best. In cool. Se pravi, čez vso to ljubezen do športa, ki ti je v bistvu predal oče, a ne, si ti v tem našel in na koncu, ker si iskal, a ne, si našel potem tu, kar danes rad počneš in tu je kaj? To je pa, da sem osebni trener in pomagam pač strankam pač ljudem pri preobrazbah telesa, pri poškodbah, pri motnjah in prehranjevanja in da jih usmerim v pravo pot, bi rekel, same vadbe in tako naprej. No. Mislim, ful velika veriga vsega je ratala. No. Ni samo, da prideš na trening, pa ga spraviš v formo, ampak vse za sabo potegnem. Veliko je nekih nasvetov, ki jih moraš dati, ki se tudi sprot veliko naučiš, no, ko enkrat začneš tako, kot osebni trener delati. Ok, kaj pa tako največje odkritje, ki ti ga je tu dalo? Kaj si odkril kot osebni trener? Tako, da bi rekel neki, a veš, ki ti naredi mind blow. V bistvu, da ta zadovoljstvo od strank. Tu ti izkaže, ne vem, s solzami v očeh, da so ful veseli tega napredka. Ne samo, da so shujšali, pa da so se oblikovali, ampak da so tudi pač mentalno se spremenili, ne? Da gledajo na življenjske navade ful drugače, kot so bili vajeni, kot so bili mlajši, kot so jih pač starši učili ali pa, ne vem, vrstniki, kakorkoli, ne. Tu mi je bilo tako, ko vidiš pol človeka, čez, ne vem, ko imam recimo kako stranko po 2-3 leta in vidiš razliko od začetka, pa zdaj, to je pač neverjetno. In ta pogovor, ki ga pač vpelješ z osebo, je čist drug, no. Pač ta samozavest, ki že pride na trening, prej nekaj tako drža malo naprej, ne samozavesten, ne ve, ali se bo zjokal na treningu ali ne, zdaj pride cel samozavesten, nasmejani vsi, tu je meni top, no. In tu me vodi naprej, no. Tako da ne bi izgubil sploh motivacije, kar se tega tiče, ker se zmeraj na novo dogaja, ne. Ja, ok, cool. Ful točk si se dotaknil, ki bi te rad vprašal iz njih, a ne, kako, tle bi res rad, da malo vidim, kako ti razmišljaš, pa tudi ljudje, ki gledajo, a ne, se pravi, ki so v chatu, ki so prisotni tle, če imate kakršnokoli vprašanje za Matica ali pa mene, samo vprašajte, če bi radi kaj komentirali, napišite. Če se s čim ne strinjate, napišite, vse je ok, čisto dobrodošli ste vsi s bilo kakšnim komentarjem. Več, ki jih bo, dlje časa bo to dosti trajalo. Tako da, imamo pa še kar tako tem za obdelati. Sicer si rekel, ale, ajde, eno tako področje sem te hotel vprašati, ta motivacija. A ne, ta famozna motivacija, ki jo vsi tako napumpamo, ne rabiš motivacijo, jaz nisem motiviran in pol ležiš tam na kavču in sam sebi smilaš, a ne. In si rekel, motivacija pride za tem, ki se non-stop dogaja, ne. Če tu malo več poveš, kaj tu non-stop dogaja, pomeni, imaš motivacijo, pa jo zgubiš, ali jo skozi držiš, ali kako gre pri tebi ta cikel? V bistvu, sama motivacija je tako, da ne bo bila skozi na tem 100% nivoju. Ne vem, za bilo katero stvar pač v življenju, ne. Bo sigurno padla in pol je treba iskati vire, s čim se boš motiviral, ali z novimi cilji, da pride večja motivacija do tega, da hočeš pač narediti, da hočeš dvigniti raven teh ciljev in nekaj novega doseči. To je ena zadeva. Meni je recimo bilo zmeraj fajn pri samih treningih, da sem zmeraj si postavljal višje cilje, ne. Se enkrat bo limit, ne. Ja, ok. Ja, enkrat bo limit, ne. Ampak v vsakem primeru, no, je kar taka težka tema je v bistvu ta motivacija, tako zelo obširna, no. Mislim, da si jo moramo veliko sami iskati. Jaz sem si jo iskal iz člankov, iz raznih videov, da me je malo motiviralo, kakšni tudi podcasti, karkoli. Pač sem, da sem se v bistvu gradil sam v svoji glavi, ne. Da nisem stagniral in bil na istem mestu. Ok, cool.
Da veš, sam da prekinem, Liebe Colt, Liebenšek in Ikoid. Hvala za follow, welcome to the family, dobrodošli v družini. Ja, ok, si rekel, skusi nekaj iskal, ne? In če bi ti danes rekel, kaj bi si ti želel predati mladim, ki recimo, kar sem jaz opazil, je dosti apatije, ne vidijo smisla v življenju, ne vejo, ne? Kar tudi po eni strani jih lahko čisto razumemo, ne? Ti na eni strani vidijo, se pravi, rečemo temu izobražene ljudi brez služb, na drugi strani so mogoče starši, ki hodijo v dobre službe ali pa niso tako srečni, a ne. Potem ali pa nimajo časa, so ful uspešni, pa nimajo časa za njih, se ukvarjati z njimi in pol, ki gledaš iz tega, a ne, kaj je zdaj tle, ali pa imajo ful veliko nasvetov, ne, ki vemo, starši so radi, pač jih skrbi za nas imajo radi, pa so pol znajo pametvati in tako naprej, ne, in se lahko izgubimo v tem noter, ne. Mislim, da smo vsi več ali manj tekom odraščanja doživeli kakšen tak trenutek ali pa več njih, a ne. In kaj bi ti predal tako mladim? Jaz mislim, da vsak pri sebi ima neko željo, kaj bi rad počel v življenju. Sigurno je v podzavesti ta želja. Ponovadi so problemi izgovori, da pač do te želje ne pridemo takrat, ko je treba, ali pa kakorkoli. Se pač naše življenje pač pelje naprej in ne vem, jaz sem tudi velikokrat prišel do tega, da sem bil na neki točki, ki še sam nisem vedel, ali bom ali ne bom, ne, ali je tu preveliko riskiranje, ampak jaz mislim, da če tisti posameznik ima neko željo za karkoli doseči, naj riskira. Ok, the best, super. Mislim, če ne boš riskiral, živiš itak samo enkrat in pač ok, padeš, se pobereš, greš naprej. To sigurno, ne. Vrhunsko, se pravi, od Matica bi bilo najti, kaj bi rad počel, ker sigurno je tam pri tebi in pol tu živ, ne glede na vse, ker to ti bo dalo živost. In ena stvar, ki sem jo hotel prej še, ki si povedal, ne, sem vedel, da ti dejansko stojiš za tem, ker si ti, če pogledamo čez vse, kar si povedal, ne, da si bil kot mlajši ne samozavesten v tem najstniškem obdobju, ne, danes točno to ti želiš ljudem predati, ne, kar je fenomenalno, kar se mi zdi tako res plemenito, a ne, da dejansko stojiš za ljudmi, da so v življenju samozavestni, a ne, in jim pomagaš oziroma jaz si ful želim, da bi mi to besedo, kako bi rekel temu, nehali uporabljati v tej smeri, pomagam človeku shujšati, ne, ampak da ga podprem pri temu, ne, ker za pomagati so tam Rdeči križ, Karitas, te ustanove, tam gremo po pomoč, ne, ker smo pa ljudje tle drug za drugega, se pa podpremo. Se mi zdi dosti močnejša beseda, ker pomoč naredi tega na drugi strani ful majhnega, a ne. Če pogledaš tako malo zadaj, psihologija besed, meni je to ful zanimivo, ne, raziskovati. Tako da res top shit. Bi se pa še ene teme dotaknil, ker tekom odraščanja se nam dogaja, ali pa kasneje v življenju, prej ko slej, nekaj izgubimo, a ne. In pač pri tebi ti si izgubil očeta, a ne. Zdaj, če si pripravljen o tem govoriti, te tle vprašam, če ti je to okej. Ja, pomoč. Ja. Kako je bilo to za tebe, se pravi, če malo poveš, kaj se je z očetom zgodilo, kako si ti doživljal ta cel postopek in kaj je bilo tisto, kar potem te ni, se pravi, da bi te spustilo v življenju, da bi pač izgubil voljo, rečemo temu, ampak si šel naprej. Oziroma še močnejši naprej. Oče je zbolel za rakom. Kot sem že rekel, celo življenje je bil športnik, užival za isti dan. Je res, da mogoče nikoli ni gledal res na zdravje še iz drugega vidika. Vem, kadil je 40 let in pač prehrano ni imel pojma, neuštimano in tako naprej. Sigurno je bil lahko tudi ta en razlog zaradi pojava rakove bolezni, ampak ne morem tle postaviti diagnoze, da je bilo pač to. Imel je pač raka na pljučih in so mu pač rekli, niso njim rekli, ampak nam kot družini, so rekli, da ima v bistvu 1 leto, da to v bistvu ima še življenje.
sigurno je tudi na nas vplivalo kot nek šok, ampak ne takoj, no, v bistvu sploh nismo dojeli, da je to sploh možno, kakorkoli. Kot en drug reče, ja, je tam imel raka in je umrl, ali pa kakorkoli, tega sploh ne dojameš takrat, v bistvu, ko se pa tebi enkrat nekaj takega zgodi, ne. In ja, v bistvu vsa ta in obsevanja, kemoterapije in karkoli, ki je imel, v bistvu sem videl ta cel postopek in ja, sigurno, da je bilo težko gledati, ker v bistvu vidiš, kako se po eni strani človek res neverjetno muči, ne. In ja, v zadnjih mesecih je šlo pa pač kar naenkrat nadol in vsem tem, karkoli se je dogajalo, jaz nisem smel izgubiti tega stika z mojo službo, pač s tem, kar sem se ukvarjal. Je sigurno ful težko bilo zame v meni noter, v moji duši, ampak po drugi strani je pa pač sigurno res, da službo pač ne moreš pač vmes pustiti. Strankam tega ne smeš nikoli pač pokazati, da si ti žalosten, slabe volje, ti si še zmeraj njihov navdih. In na službi moraš biti zmeraj profesionalni in tu sem jaz pač delal in marsikaj še me vprašal, pač pol, ko so zvedeli, ne, kako sem lahko še zmeraj se smejal in tako naprej. Ampak pač sem rekel, da ta poklic jaz delam pač profesionalno in meni tu vse pomeni. In ja, sigurno, da pač mi za očetom je bilo ful hudo, ampak nismo imeli pa kaj narediti, ne. Pač sama narava bolezni je bila taka, da te enostavno počasi pobira. In ja, potem, ne, pač ko je umrl, ja, sigurno, da je bilo en mesec, je bila kar kriza, ker pač veš, da ljubljene osebe pač več ni. Ampak nimaš kaj, tako je, lives go on. To je circle of life, ne. Ja, krog življenja, ja, the best. Pa če vseeno poveš, ne, ker tudi jaz dobivam vprašanja, ne, na delavnici, ne, kako se soočati z izgubo, a ne. In pač to je česarkoli dejansko, ne. Konec koncev, ni nujno, da je samo smrt tista, lahko je zlomljeno srce in tako naprej, ne. Ali pa, ne vem, eni se ful ratejo žalostni, če se jim telefon razbije. Pa ne, da zdaj primerjam smrt z razbitjem telefona, ampak je izguba neke stvari, neke osebe, ki je bila prej na nek način v našem življenju, ne. In kako si se ti ta mesec, ki si rekel, da je to trajalo, kaj so bile neke faze, če jih pogledaš zdaj nazaj, ali pa kako si se čutil čez vse Bila je pač skupaj? praznina, ne. Pač, kot bi rekel, res je bila neka praznina v meni in jaz sem pač po tem dnevu, ko je premenil in tako naprej, ja, jaz tudi sam nisem vedel, tudi v glavi, kaj bi sploh lahko naredil, kakorkoli, kam bi se sploh obrnil, ker povsod je šla misel samo na to, ne. In načeloma mi je najbolj pomagalo kar to, da v tem mesecu me je trening reševal. Zato, ker sem dajal vse te tesnobe v bistvu vse ven. Sigurno me je podpirala tudi punca, to je tudi ena izmed ful dobrih stvari, ki je bila ona zraven, pa da smo pač pomagali, kakor se dalo mami, ki je bilo res ful težko. Pa po moje, da me je najbolj rešilo potovanje, ki sem ga imel točno čez en mesec. Da sem v bistvu lahko dal res glavo maksimalno na stran in da sem veliko probal stvari razčistiti, no. Tudi sam ne vem zdaj besed, kaj bi sploh povedal, kaj se mi je dogajalo v tem mesecu, zdaj je to 4 leta nazaj. Se pravim, težko mi je bilo, tudi če me je kakšen kaj vprašal, ja, mi ni bilo panike pač povedati, ampak težko si bilo pa nekaj poglobljeno ful pogovarjati, no. Ker te spomini so bili kar pekoči, no, ne. In na grobih in tako naprej, ja, nimam okej, se pravim. Najtežje je bilo sigurno ta prvi mesec, ne pa, ko je on zbolel. To je bilo najhujše. Prav. Z tega, kar si tako povedal, mi je ful tako v glavi, kar tudi jaz povem ponavadi na delavnici, ne, da prvo, kar je potrebno, je, da sprejmeš, a ne. Če se strinjaš, a ne, jaz sem sam pri sebi tako ugotovil, ke ti sprejmeš,
da te osebe ni več na tak način, oziroma karkoli si doživel izgubo, ni več na tak način, kot je bila v tvojem življenju, šele pa greš korak naprej. A ne? Ja, Bi se strinjal s sigurno. tem? Tako, ja, Ja, a ne. 100%. Ker sprejmeš, pa greš, a ne. In da zraven delaš te, kot si ti dobro povedal, imel si te akcije, ki so te dejansko, ki si mogel biti fokusiran. A ne. Tudi če ti, ki greš v fitness, sploh z vsem znanjem, ki ga imaš in tako naprej, ki se ti lotiš vaj za biceps, po mojem, te po glavi dela milijon miselnih procesov, kaj se zdaj tam noter dogaja. Ne. Jaz vidim pač v tež, pa tam pa špegel, pa se gledam, pa se mi zdi, da nekaj poraste. Ampak kakorkoli, za mene je to misli, a ne, in to je the best. Pa še v bistvu, zdaj sem se glih spomnil, to je bilo v bistvu še eno najbolj bednih obdobij, tudi zaradi tega, ker takrat sem končeval študentski status. Ne? Ja, In takrat sem glih prihajal na SP. okej. To je bil še en takih korakov. Takrat mi je potem, ne vem, vem, da je bilo v tem obdobju, avto začel škripati, sem mogel iti na nov avto, vse, takrat je bilo glih vse na kupu pač, ne. Ja, in Ja. tako, glava je bila res taka, ne. Ja, okej. Cool. Dejansko si imel, se pravi, to situacijo z očetom in na drugi strani se ti v življenju toliko veliko dogajalo, da niti nisi časa imel iti v neko, rečemo temu, depresijo ali pa si dovoliti iti tam, ne. Ja, točno to. Okej. Pač pa tudi, se pravim, še zmeraj sem imel vmes delo in v vsakem primeru stranka je pač napisala, kako imamo, ne vem, čez ta teden, ne. In enostavno moraš biti dosegljiv, ne moraš pač reči, sorry, ta teden me ni zaradi tega, ker sem izgubil očeta. Pač sej je težka zadeva, ampak je pa tu še zmeraj nek moj prihodek, ne. Ne? In mene je delo še zmeraj reševalo pri tem, da sem imel pač misel druge, ne pa pač samo pri očetu v bistvu, ne. Tako kot v bistvu si rekel, nekako sem probal ful sprejeti, no, in jaz mislim, da sem najbolj sprejel na pogrebu. Takrat. Takrat mi je kliknil nek naredil, jaz še sam ne vem, kako je sploh to izgledalo, ampak ja, tudi on se ni hotel v bistvu ful zanimivo, ne. Pač se je malo globoka tema, ampak on se ni hotel niti pogovarjati o smrti. Se po mojem tudi jaz ali pa ti, ne vem, je to neka taka težka zadeva, ker ne veš, kaj te v bistvu čaka. On je sigurno zadnje mesece vedel, da je to. Ampak prijetno, ne, jaz sam pri sebi. To je pa druga stvar, ne. Težko je sprejeti sam pri sebi, da pač veš, da boš mogel umreti, ne. Ja. Da bi bila, ne. Ne vem, ne morem povedati iz izkušnje, ne, če sva iskrena, ne moreva samo izkušnjo ljudi zraven, ampak ja, ne, definitivno, ampak okej, cool, tule se ful tem odpira, pa se bom še držal tega, kar sem si zamislil, da te vprašam, vmes si omenil, se pravi, še dve teme bi rad pokril, ena je partnerski odnos s tabo, a ne, in druga je pač, kako izgleda tvoj dan v smislu, ali pa kaj je potrebno za to, da uspeš v tem, kar ful rad počneš, okej. Tako da najprej mi povej ta odnos s Špelo, a ne, pač to je konec koncev je šlo tudi, koliko si bil takrat star, ko si jo spoznal? Že 7 let nazaj, si 23, nekaj takega. Ne, 24. 24, ona pa? 7 let gre. Ona je bila pa glih 18, po mojem. Ja, okej, the best teenagerka. By the way, Špela pride čez 2 tedna tle v to oddajo, tako da samo toliko, da veste. Sem kar povedal, da bo gost čez 2 tedna, ampak pač je, Špela je res v redu. In koliko je, in kaj je tle skrivnost za vajin? Ajde, da greva čisto tako, a ne. Kaj je skrivnost za, bi ti rekel, da je tista srčica, tisto, kar pumpa vajin odnos, da ostajata tudi povezana po 7 letih? V glavnem, ja, se pravim, po moje najstniško življenje, probal sem vse, kar se da, na vse možne načine. Ampak v bistvu pri njej je bilo pa nekaj vse drugačno, ko bi rekel. Mogoče sem glih tu rabil, ne. Ne vem, povem, kako so se spoznala. Ja, povej, valjda. To vse vedno zanima. V enem fitnessu na recepciji in v Novem mestu, v glavnem. In
en od sošolcev njenih je hodil na fitness in je pač ne izgleda rekel, da pač le en dela in naj pride enkrat na fitness malo pogledati in jaz pač sem bil pač tako, kot znam biti, sem bil strokoven, pokažem vaje, ampak so se ujela pač z besedami in tako naprej. In v bistvu iz tega nekega prijateljstva, ki je pač bilo, ampak je bilo res tako prijateljstvo, ni šlo tako direkt v neko ljubezen ali pa kakorkoli. Bila je ful lepa iskrica, ampak jaz sem se ful baviti svojo svobodo prepustiti nekomu drugemu ali pa vse moje, ne vem, privat stvari dati nekomu drugemu in jih deliti z nekom, ne. In pri nas je to tako, no, začelo se je s prijateljstvom ene pol leta, po moje, mogoče malo manj. Potem smo imeli pa ene teh obdobje partijev in tako naprej. Sva dala to čez in enostavno se takrat kar samo od sebe začelo. Nisva podpisovala pogodbe, bova jutri skupaj, tako kot so včasih delalo, če kdo koga vzame, kakorkoli, ampak to so kar začela in ne vem, na tak način je šlo, no. In ona je bila v bistvu, se bo sama povedala v bistvu, kaj je ona po poklicu in tako naprej. V glavnem, jaz sem bil po mojem njen navdih za to, da midva opravljava skupaj ta poklic. In res, da je bila celo življenje v športu in tako naprej. In po mojem, da tudi naju tu je ful povezovalo, glede na to, da sva imela zmeraj kaj skupaj za početi. In to je to, kar sem pogrešal pri ostalih puncah nazaj, ne. Z njo sem lahko karkoli od športa počel, ker je bila vedno motivirana za karkoli se naučiti novega, ne. Tako da, tudi v fitnessu je bil ful všeč, šla je in licence potem delati in tako naprej. In sva v bistvu naredila nek tak skupen biznis, no. In se mi zdi, da lahko ful dobro po eni strani kot par pol funkcioniraš na ta način, ne, da sta oba nekako v isti službi. Pač vsak z različnimi strankami sicer, ne, ampak ja, v bistvu vedno se imava kaj za pogovarjati, ali je to glede šihta, ali je to glede tega, ne vem, otroče sva še zmeraj, kakor sva bila 6 let nazaj. Okej, da veš, super. Cool, ne, ampak tako, če pa damo za zaprta vrata 4 stene, a ne, kaj je ono, pa ne mislim zdaj brez posla, okej, pač tu vsi vemo, da pač laupa in tako naprej, ampak mislim tle, kaj je ono za 4 stenami, ki Matic reče, tu je tu. Živaj, ne, by the way. In Paco Martina, hvala za subscription. Hvala, res. Kaj je tisto? Ja, kaj je tisto, ki ti rečeš, tu je tu in jaz tega ne menim, a ne, ker 7 let, prej si malo povedal, pri puncah nisi imel težav, dal si čez marsikaj, bil si, pač jaz te poznam malo, kakor na nek način playboy, niti bil problem iti na žurko in 1:5, ne, in ne iti sam domov. In zdaj biti špelo že 7 let, a ne, pomeni, to je kar obrat, ne, bi rekel, za 180 stopinj. Ampak, ja. Njen karakter, te, bi rekel, preprostost je mene pri njej najbolj navdušila, no. In pač, da je taka, kakršna je in ne fejka, da bi bila neka fina damica. In to je to, kar me je najbolj v bistvu vseh teh letih navdušilo pač pri njej, da se ni niti, pač pa spremenila se je sigurno mentalno, glede tega, da je bila isto ful nesamozavestna. In zdaj je pač samozavestna. In tle sva se v bistvu ful po eni strani ujela, no. Tudi zaradi tega ne bi menil, ker je res taka srčna oseba, pač vse bi naredila za svoje bližnje, drage, zame, kakorkoli. Ja, in tega jaz prej nisem pač imel, ne. Jaz ko sem imel pač punco, neko, nima veze, je bila bolj kot ne taka površinska zveza, se nisva mogla toliko pogovarjati poglobljeno, kakor se lahko pač z njo. Ker se lahko pač pogovarjam res vse. In ni v bistvu tako, da bi karkoli lahko sploh skrival ali pa prekrival, kakorkoli, ne.
Ker pač ljudje smo taki, da tisto, ki nam ne paše, se ne bomo dotaknili teh tem. Ja, Ponavadi. ponavadi ne, ja. Ja. Z njo pa gre lahko karkoli, a ne. Eh? Z njo pa karkoli, a ne. Pa načeloma, ja, vsi smo z Mhm. leti, po moje, vzpostavili vse boljši odnos, ne, da smo do tega prišla. Pač ja, itak, vsak človek se skrega, greš v sobo za 1 uro in si pol dober. In to se mi zdi ful dobro, da se znava pomeniti takrat, kaj treba. Ne, Mhm. po moje. Ok, the best. Kar slišim je to, da nimata, ne gradita zamer drug do drugem, ampak res skusi iščeta, ok, kaj bova zdaj naredila, namesto da unu tudi zameram in da ti danes meče nekaj naprej, kar si 7 let nazaj naredil. Ne. Neke Da rešitve tega, zmeraj ja. najdeva, no, in se pomeniva v teh, kako bi lahko izboljšali. No. In kaj je bil pol tvoj nasvet, recimo danes najstnikom, ne, Špela je bila najstnikom, ona bo povedala čez 2 tedna, ampak me zanima tvoj, a ne, kaj bi rekel fantom pa puncam glede partnerskih odnosov, tako če bi videl lahko ti, da bi ti jih začaral in bi imel ti to moč, kaj bi jim ti rekel, da bodo imeli ljubeč, srečen, izpolnjujoč, zadovoljen odnos? Ta je globoka. Ja, ok, cool. Jaz mislim, da v bistvu vsak od nas mora biti spontan, se prepustiti in vidiš v bistvu čez čas, kam zadeva pač pelje. Je pa res, da pri vsakem posamezniku je tudi drugače, kako stvar dojame, kar se tiče samega odnosa s žensko, punco, ženo, nima veze. In ja, jaz mislim, da veliko najstnikov, pač, ko sem bil tudi jaz, sem bil bolj kot ne sem vase zagleden. In sem zelo težko sprejemal svojo svobodo, kakorkoli, da bi v bistvu delil s kom. No. Zelo težko mi je zdaj nekaj svetovati. Bom težko našel neko tako besedo, ki se bo lahko vsak zapičil v njo. Ja, ok, štekam. Ja, vem, kaj misliš. Ampak jo bom jaz potegnil ven za tebe. Jaz jo bom potegnil ven za tebe, ker sem slišal iz tega, kar si povedal, pa mislim, da se bo folk strinjal, ki gleda. Da bi rekel, ena stvar, ki si jo ti imel, je bila ta drznost, a ne? Ki si pač, a ne, ki si dejansko pogumen si bil, ne, rekel si, prej sem šel v vezo, nisem hotel deliti privatnih stvari, ne bom bil svoboden, če grem v vezo, nekaj takega je veza zate predstavljala, ne. In potem si dejansko bil pogumen in kar si pol bil je, da si bil pač tam res duti si in nisi fejkal in isto si dobil nazaj in dejansko tu je bil, bi jaz, iz tega, kar si povedal, rekel, nek temelj, da je to temelj vajinega odnosa, ne. In pol ta preprostost, ki vaju oba dva poznam, pač, kakor se pač rada zrihtata, rada gresta, pač, a ne, gvihtata, pač te stvari dobro izgledata, ne, ampak še zmeraj po drugi strani, pa tako, ki si rekel, ta otročna zabava, ta radost, živost je tam in to je res the best. Tako da, to bi, tako bi jaz zaokrožil, za vest tebe. Lepše besede speljal. Ja, lej, pač. Znam govoriti, baje. Vsake toliko se mi rata, veš, vsake toliko mi rata. By the way, Enej, hvala za podarjen subscription in Mike Wood, ti si ga dobil, top shit. The best. Hvala. Če imate kakšnokoli vprašanje za Matica, zame, karkoli bi radi povedali, komentirali ali pa saj napisali, živijo, napišite. Point tega Twitcha je, da gradimo skupaj eno skupnost, in pač zato bodo te pogovorni še naprej, med tednom Call of Duty in tako naprej o priložnostih, tako da res stojim tle, da zgradimo eno skupnost, da se pogovarjamo točno take stvari, ki pol, a ne, nam dajo nekaj. Zdaj pa ok, da se lotva, kaj zate pomeni uspeh, Matic? Zame, kaj pomeni uspeh? Ja, kdo je zate uspešen človek, če bi ali pa tako zastavil vprašanje? Jaz mislim, da ko si zadovoljen sam s sabo. Ko v bistvu sebe sprejmeš. Ok. Prav zate je uspešen tisti, ki je zadovoljen in sprejme samega sebe. Ja, po eni strani je ta način. Okay. Ne vem, kako bi drugače opredelil glih. Pač,
Kaj pa pomeni zadovoljstvo za tebe? Mm. Uh, da v bistvu si ponosen na nekaj, kar si naredil. Da best. Dobro. Ne? Da si naredil nek korak pri sebi naprej, čez kar si mogel pač nekaj, v bistvu čez kar si težko prišel, ali kakorkoli, no, na ta način. Ok, vrhunsko, ker to je eno vprašanje, ki bom vprašal vsakega gosta, kaj uspeh za njega pomeni, ker je različno pri nas, a ne, vseh. In res dobro si rekel, ja, to zadovoljstvo, sprejeti samega sebe in pa tu biti ponosen na to, kar si naredil do danes. A ne. To recimo ena moja zadeva je, jaz nisem ponosen na to, kar sem naredil. Ne. In tu mene najbolj bremza v lifeu, pač ne grem. Jaz, da sem zdaj tle in da imam tu, sem mogel res shiftati stvari. A ne. Pač imam eno kolegico, ki me trenira glih v tem, da zdaj to transformiram, da ratam ponosen na to, da delam to, kar rad počnem in da grem za tem. A ne. Recimo ena taka, by the way, ta teden dobim nov računalnik, res hud, ki bi ga lahko kupil že 5 mesecev nazaj. Nobene razlike ni, ne. Sam 5 mesecev nazaj sem mislil, da še ne morem, pa nisem, pa to, pa je prišlo pa v minuti, sva se, ne vem, v parih minutah sva se ženo zmenila, Uršo zmenila in pač bo tle, a ne. Kar je zmeraj nekaj zamujaš, a ne, tako da res the best. In kaj je pa tvoja formula pol do tega, da imaš ti zadovoljstvo, da sprejmeš samega sebe, da si ponosen nase, tako, kaj počneš, kaj je to, kar ti daje drive? A veš, na dnevni bazi, mislim, ki se Matic zbudi, pa dokler gre spat, ne, kaj se dogaja. Ker ponavadi je tako, ker se zjutraj zbudimo, si ves tak, saj, mislim, ne vsak, pa ne vsak, ampak jaz sem tako, shit, zdaj imam v urniku, da naredim tibetanske in to, čeprav vse vem, zakaj je to dobro zame, ampak mi je pa mi je to res tega treba, stari, naj bi raj tam spal, pa pol malo vedril, pa pol malo šel igrice igrati, pa pol še malo vedril, pa zdaj čakamo otroka, pa je vse tu, pa, a veš kaj mislim, ne. Pač tu je, prve misli zjutraj so mi ne da se mi, ne, kaj mi je treba tega življenja. Ja, itak. In kako se pa ti zbudiš zjutraj? Po mojem, pač se nimam normalnih ur, da se vstajam, ker ponovadi imam stranke še tam ob ene 6 zjutraj, tako da vstajam se nekje 5 do 7, tudi moja ura. Skrbim za to, da se v bistvu pravim naspati res vsaj na 8 ur, drugače sem zjutraj tudi jaz polomljen, oziroma nisem prisoten tako, kot bi mogel biti. Drugače pa ja, prva stvar, ki mi je, da ko se zbudim, da spijem 2 deci vode in pojem zajtrk. To je tisto, kar me napolni z energijo čez dan. To je moja navada že zadnjih 10 let, sigurno. In mislim, da tu je ena ful lepih navad, ki me drži že toliko let. Pač meni se zdi, da je to lepa navada. Vsak si reče, da so navade, ima vsak drugačne, ali pa da so eni imajo lepše, eni slabše, kakorkoli. Pač meni se zdi, da je to top bilo. In da si napišem urnik, kaj v tem dnevu moram narediti. In v bistvu tako, itak, ko moram pisati in programe in tako naprej, načeloma se pravim to že vse nekako zjutraj urediti. Ali pa med strankami, ki jih imam, ker ponavadi zjutraj res nimam časa, glih, da lahko pišem ne vem kakve urnike. Še nazaj, ker sem v bistvu preden sem začel, sem lahko veliko bolj se ukvarjal z vsem tem. Ampak zdaj v bistvu, kar so te moji cilji, ki me naprej vlečejo, so pa sigurno izdelave spletne strani in online programi, coachingi in tako naprej. To je ta next step, ki ga hočem zgraditi. Teh zadnjih 4-5 let, ki pa tako delam, sem prišel do tega, da pač moram imeti eno stopničko spet višji, da se mi nekaj dogaja. Ok, da veš, sprav. Drugače pa mislim, za frknen dan je v bistvu, ker imam urnik res tako... Daj nam ga povej nam ga pač. Ja, a veš, ker ljudje, jaz kar tle res bom v teh oddajah od gostov, tako kot zdaj od tebe in ostalih naprej zahteval, če kakšen od njih gleda, pripravite se, je nekonceptualno govorjenje, ampak povej nam tako, kot je, ne, pač zbudim se takrat, pol spiješ vodo in pač poješ zajtrk in pol greš na trening, kako pol zdaj, da ne vem, en ponedeljek za tebe, ajde.
Ja, in polna stranke, recimo dopoldne, to je čisto odvisno od Okay. urnika. No. Ja, ampak Nimam recimo, zmeraj sem. SC. Ja, recimo se vstanem ob 6, imam stranke do ene 10, 11, potem vmes probam nekaj pojesti, da lahko grem narediti svoj trening. Hm. To je moj Zakaj, čas. zakaj vmes poješ nekaj? A? Pa zdaj te bom malo prekinil, ampak te bom sprašal, zakaj to delaš? Zakaj vmes rabiš? Sprav, zjutraj si rekel, da poješ zajtrk in pol do Ja, 11 imaš stranke in vmes probaš nekaj pojesti. Zakaj? zato ker sem lačen. Ok, zato ker si lašen, ja, ampak. Ne, Ok, ja. Ja, dobro, pač lačen je, razumeš, pa jele. ja. Ampak zakaj, ne, kaj je ono, a ne, ker ljudje doskrat so tako, a ne, a veš, zjutraj, eni večino zjutraj ne je, a ne, ali pa Ja. je pol šele ob 10, 11, pa ob 5, pa gre spat na 2 obrokih dnevno, ne, zakaj ti poješ zjutraj, pa pol spet čez 3 ure? Zdaj tako. Najbolj pomembna mi je pač zadeva, da me napolni z energijo in tako, kot sem rekel, to je zajtrk. Mhm. V vsakem primeru radim lačen v roku 2-3 ur, ampak glede na to, da imam zmeraj dopoldne ponovadi nekje trening, tam cirka od 10-12, Mhm. vem, da mi manjka še en mali obrok, da me napolni z energijo za predtreningom. Mhm. Ne. V vsakem primeru, tudi če nimam treninga, vedno nekaj pojem. V vsakem primeru je to fajn, da pol do samega kosila nimamo preveč tega obdobja brez hrane. No. Mhm. To je po mojem tudi ni v nobenih učbenikih prav tako napisano, da bi mogel vsak človek tako delati, ne. Mhm. Ampak najbolj mi v bistvu na ta način pač paše. Tako sem se tudi navadil. In ja, tako da mene v bistvu to ohranja pri tej energiji. No. Tako da potem jaz treniram, moj čas v dnevu je te 2 ure, ki naredim za trening, Mhm. pojem kosilo in grem takoj nazaj. Ne vem, če imam sploh pol ure časa, da se uležem in ponovadi je celo popoldne od 3 ali pa 2, 3 pa do 8 zvečer. Stranke eno za drugo, vmes je pauze, kakor stranka pač zamudi, ali pa Ok. kakor se ogreva, kakorkoli. Spet vmes si pripravim kak snack, različen, tako da pač rad imam ful hrano, ne morem pač pomagati, tako je. Ja, da veš. Tudi Ja, pač logično, a ne. itak. Tako da pol v bistvu pridem zvečer domov, pod tuš, nekaj spet za pojesti in grem kak film pogledat, serijo, tako da malo glavo dam na stran, da nimam čisto skus v bistvu glavo vpete samo na delo. No. Mhm. Na nek tak način. Ja. Ok, cool, ne, To se je pravi. nek ponedeljek, v bistvu čez cel teden skoraj isti sistem. Aha. Ja. Ok, malo si zmrznil, ampak glas smo imeli, da best. Ok, ja, se Ok. pravi nek urnik, a ne. Ja, Pač to jaz slišim, ne, kar ti zagotavlja to, da ti počneš, kar počneš in kar počneš je, da imaš neke jutranje navade, a ne. Ravno ta gost, ki pride naslednji teden, on je ful močan v temu. In se pravi, te jutranje navade, ne, in pol, da imaš čez dan splaniran dan, a ne. In pa imaš Ja, neko ja. jasnost, točno veš, kje si, kdaj si in pač pol sam šopaš proti ciljem. Tega, ne? Ja. Ja. Povej, povej. Ja. Mislim, da sem čez vsa ta leta, pač, odkar se ukvarjam, sem prišel do te neke discipline sam pri sebi. Zakaj pač to počnem? Sploh zaradi tega, jasno, obožujem pač delo na sebi, fitness, vadbo, prehrano in tako naprej, da mi vse to štima in je potreben čas, da prideš do neke take discipline in rituala, da ti pride v navado. Mhm. In itak. Ja. Ja, ok, ja, ne, pač ful, malo gledam tako čas, pa vidim, da je že v pismu ura že 9, pa mi smo še zmeraj tle in pač ful je za pokrit, res mislim, hvala ti za pač to izčrpnost in da pač stojiš za ljudmi, da imajo samozavest in da si oblikoval te navade, da dejansko to zdaj predajaš drugim uspešno. Se mi zdi to res, kako bi rekel temu, po svoje tudi unikatno. Jaz tega nimam, jaz priznam. Nisem tako discipliniran, ampak tu je moj naslednji, rečemo temu, preboj ali pa nekaj v življenju, da si tu postavim.
In zdaj sem si tudi zasnoval urnik za čez teden in tako naprej za vadbo in prehrano. Sem se spet zadal, da nabacim 10 kg, zdaj jih imam 70, gremo na 80, tako da bo, da bom tako imel take roke, kot ne bom, ne vem, če bom imel take, to je še malo več kil, ampak ja, da bom bil fit, no. Pri mene ful motivira, da se motivira, oziroma moj zakaj, a ne, to je ta pomembna stvar, se mi zdi, ki jo vsi rabimo v življenju, zakaj je, pač da dejansko se bom lahko igral s svojimi otroci, a ne, z Uršo planirava 4, a ne, če pogledamo, da so zdaj star 30, ki bo šel ta zadnji, rečemo temu, od doma, a ne, če bo šel pri 18 do 20 let, bom bil star 50, je dobro, če je oči v formi, ne, se bo lahko kaj počel s svojimi otroci, ne. Da ni kripl tam, cel zategnen, pa tam malo ga, ne morem ga loviti, boli me vse. Tako da, okej, cool. Vej, Matiz, bi rad še karkoli povedal, karkoli predal. Če imate kakšnokoli vprašanje, napišite v chat, brez problema, za Matica. Kje ga najdete, kako ga najdete, karkoli, ko se je on, kakšne lumparije je ušpilo v lifeu še. Nekaj je rekel, da je probal marsikaj, kaj to pomeni marsikaj. Ampak, škva, gruntam, ok, rekel si, next step je ta webpage, online programi in tako naprej, ne. Zakaj? Kaj je tvoj zakaj? Zakaj bi rad šel na to? Ja. Pa ne bi zdaj rad zaradi tega, ker ima v bistvu vsak trener spletno stran in tako naprej. Imel sem cilj že prej, v bistvu si ustvariti, ampak enostavno se bo slab izgovor, ampak nisem bil časa se res posvetiti temu, da bi najdel nekoga, da mi to naredi in tako naprej. Ampak zdaj imamo res s punco tako močno željo, da pač glede in te korone, ki je bila in tako naprej, da vzpostavimo še neko dodatno, nek vir zaslužka dodatnega, da si v bistvu še bolj zagarantirano na nek tak način. Tudi če sem za moje redne stranke, tukaj super, drugače bom pa sigurno bom probal čim bolj se razširiti nad Slovenijo in mogoče tudi ven. Ampak pustimo času čas. Okay. Neki izziv mi je, ker pač tudi tega nisem še nikoli počel, kar se tiče online, razen pač Instagrama. Mogoče ta strah, ki je bil včasih pred kamero, da ga premagujem vse bolj. Zdaj ti gre kar dobro. A ne, če, zdaj ti gre kar dobro. Ampak da veš, kaj si mi dal za misel tu, ne? Pač ja, kaj rabimo v lifeu, da gremo naprej, da se premikaš, da imaš to živost, nek ta entuziazem do življenja, ne? Neke izzive konstantne, a ne? Ja, izzivi morajo biti, to sigurno. Ampak koliko je tle pomembno, da imaš okrog sebe ljudi, ki te podpirajo? Ker mi poznamo, ne, veliko primerov, ne, verjetno družba tvoja, ki jaz ne poznam vse, pa pri meni tudi je veliko, recimo, primerov, neki bi in pol ima okrog sebe ljudi, kaj boš tu naredil, tudi ne bo ratalo, ne se tega lotiti, razumeš, pa kaj pa ti misliš, da si, ne? Pa kdo pa ti misliš, da si, ne? Pa glih ti boš uspel, veš, koliko jih je že to probalo, pa so vsi, ne? In je bilo pri tebi zmeraj tako, da si imel podporo ljudi okrog sebe, ali si kdaj rabil iti, se pravi, ko se reče tem? Nisi imel, ja. Nisem imel. Okay. Zato, ko sem se gibal v coni ljudi, ki so imeli čist druge poklice in drug pogled na ta, v bistvu, na to delo, ki ga v bistvu zdaj upravljam, ne. Načeloma ni bilo tega, tudi takoj po srednji šoli, meni se je veliko družbe spremenilo, ker pač sem šel v drugo smer, ne. Po moje, da je bil tu velik razlog, zakaj lahko družba vpliva na tvoj dosežek, na tvoje tiste cilje, ki jih pač ljudje imamo. Sam, kaj je bil ono, da si šel, ne, se pravi, okrog sebe nisi imel folka, ki te je podpiral, in ti si vseeno šel kontra njim, a ne, pač. Se pravi, ti si rekel, jaz bi rad tu, in tam so bili oni, daj Matic nekaj, pa kva ti sanjaš, daj pusti primer, pritraj tle delati, ne vem, v Akrapoviča, ali karkoli, razumeš, v Krko, te pevere, no, kar imamo v novem mestu, ne, te ta večje, ali pa ti si naredil šolo za maserja, kozmetično in tako naprej, ne, da nisi šel v neke take sigurne vode,
med drugim imaš tudi za maserja, ne, pa bi lahko delal SP maser, ne. Uf. Ampak kako si se, a veš kaj, kaj bi da si vseeno kljub temu vztrajal, kaj je bilo tisto tako močno v tebi, da tudi ljudje okrog tebe te niso mogli nič premakniti, da si ti sledil temu, kar si želiš. Jaz mislim, da me je ta svoboda dela me je najbolj gonila k temu, kar zdaj delam. To pomeni, Ja, če malo razložiš svobodo dela, kaj ti pomeni. Kaj? Sorry. Sovražnost imeti šefa nad sabo. Ok, cool. To se ful čudno sliši, ampak to sem spoznal, ko sem delal kot maser v termah. In pač jaz tega nisem mogel dojeti. Saj še zdaj grem kdaj pa kdaj pomagati v terme, kako masažo narediti in tako naprej, ampak to sem za dušo, ker pač tudi tu rad delam. Absolutno pa niti podrazno več ne tu, kakor sem včasih delal. Ne bi nikoli več tega delal tako. Okay. Ampak v glavnem, kaj sem v bistvu hotel reči? Svoboda dela. Ja, no, v glavnem, ko sem... Thanks, Jay. Cool je, zato sem tle, jaz te poslušam. Dobro. Tako da vem pa, kako je, ko se zgubiš v glavi, rabiš, da te nekdo malo nazaj povleče. Ja, kar neki je bil nek klik. Glitch, ja. V glavnem fora je bila, da jaz sem, ko sem delal v termah, me je nek nora stvar, ki me je motila, da so bili posod sami šefi. In pol vidiš, da ta šef sploh ni sposoben nič. In v bistvu oni so preverjali tebe, kako delaš, pa sami nimajo pojma, kako ta tvoj poklic izgleda. Ne vem, pozabiš brisačko nekje, pa gre to naprej do višjih in tako naprej, ne? In gre to tako naprej. In v glavnem, jaz mislim, da tu mi je potem reklo, jaz tega v bistvu ne rabim. Jaz sem lahko sam svoj šef in pač, stroške bom plačeval, gor dol, bom pa probal tukaj več služiti, da pač bom te stroške si pokril. In da nobenega nimam jaz pač nad sabo, ker me je ful morilo to, no. Razne zniževanja plač zaradi malenkosti in tako naprej, ne. In to je bila ta mogoče ful velika želja, ker sem v termah gledal kot študent, pa vidim, da pač enostavno ni bilo to zame, no. Ampak vedno sem gojil vmes to trenerstvo in pol sem si glih rekel, SP je zdaj edina varianta, da lahko pač tu delam, kar hočem delati. In čeprav so vsi rekli, kako boš ti preživel, pa tu gor dol, ne. Ampak kot sem rekel, vse pa začetek bo sigurno težak, ne. Pač in je bil težak, itak da je bil, ki je bil vse na kupu. Ampak ta želja, ki je v meni bila, pa v bistvu tudi mama me je ful podpirala pri temu, no. Tu lahko rečem. To je bilo pa kontra, kar je bilo prej, ki si rekel. Ja, to je bilo pa kontra. Ja, the best. Ampak če sem pa detku rekel, ne, pa tako, s čim se ukvarjam, noben ni imel pojma, kaj pomeni sploh vsem trenerstvu. Vsi so rekli, pojdi delat v Krko, kjer boš imel vse poštimano in tako naprej. Ampak meni je bila največja muka gledati na uro, kdaj bom bil konec. Meni se vsaka sekunda vlekla že in tako naprej, ne. Ker sem veliko teh različnih stvari pač tudi delal, ne. Tako da ja. Se pravi, ja, Mikey, ja, the cool guy, ti kar gift subscription. Ja, se pravi, biti ta sam svoj šef, tle se povežem s tabo, jaz isto. Jaz imam to isto, recimo meni je isto to drive in pač da si na način, kakor ti hočeš biti, a ne. Ja, itak. Tako da, the best. Evo, Sara sprašuje, kako si dobil prve stranke? Se pravi, ti si treniral v fitnessu, a ne, samo tako? In potem si rekel, so te ljudje začeli spraševati. In kako si iz tega prišel, da ti je en rekel, jaz ti bom plačal zato, ker ti meni daješ? Prva stvar je bila, ko sem jaz delal v fitnessu, smo imeli receptorje, ki so bili v bistvu učeni, kar se tiče prodaje. In jaz sem bil v bistvu v tem fitnessu prvi trener in vse gor dol.
pridobival sem izkušnje še takrat, priznam, ful me je bil strah, ker glede na to, da nek denar stranka da in ti v bistvu si zadolžen za to, da pač iz nje nekaj narediš ali kakorkoli, ne. Imaš to odgovornost, ne? Ja, neka odgovornost je bila in pač me je tako malo stiskalo, ampak naredil sem si plan, poslušal sem osebo, kaj v bistvu je želela od mene, in v bistvu sem že iz prve stranke dobil ful izkušenj, ker sem se naučil poslušati. Ampak kako si dobil prvo stranko? Kaj, a ne, je bil tu pogovor z njo, pa je on rekel, okej, jaz ti bom plačal za to, ali kako? Sorry, Ja, To je ja. bil pogovor, ker najprej je bila zadeva ta, da je ta na recepciji zrihtal stranko, sva imela ta uvodni sestanek in tako naprej. In na tem uvodnem sestanku sem jaz v bistvu pol dobil to prvo stranko. Ker ona se je zanimala, ker je hotela shujšati. Ok, se pravi, če cela zgodba je ta fitness, ki si ti delal na recepciji, je začel ponujati individualno trenerstvo zaradi tebe, ker si ti bil tam. Načeloma tako je. In pol je prišla ena oseba, ki je rekla, jaz bi individualni coaching, in ta šef je dal tebi to osebo in pol si imel ti uvodni sestanek in pol si z njo delal in kako so se pol naslednje zgodile na isti način, ali so te kako drugače kontaktirali? Pol je šlo pa v bistvu vse iz ust do ust. Veliko je šlo iz ust do ust. Kakšen rezultat si pa naredil s to stranko, če ni skrivnost? Glih ta prva stranka je šla v 3 mesecih 12 kg dol, ampak tako na ful lep način, ker pač je bila res prekomerna. In ja, bila je ena tako zanimiva izkušnja, da sem tudi jaz sam testiral ta svoj sistem, kako v bistvu začeti z nekom, ko v bistvu hoče shujšati, se preoblikovati in tako naprej. Potem sem imel pa večinoma takih strank sem kar dosti dobival, no, ko so hoteli hujšati, se oblikovati in tako naprej. Tako da je ta glas se širil vse bolj in se nisem rabil nikoli res reklamirati posebej. No. Si bil eden prvih v Novem mestu, ki je to počel, ali? Prvi, jaz mislim, da nisem bil, ampak mogoče bi tudi Štirpo je bil tako močan fitness, ne, v tem, ki sem delal, močan je bil po reklamah in tako naprej in me je takoj ven metalo vse posod, ne. Ok. Po mojem, da bi tudi tu en velikih razlogov, ampak se pravi. Zakaj si pa začel delati tam kot receptor? Mislim pač, ker v fitnessu v Novem mestu je malo morje, ne. Ja, začel sem v bistvu delati v fitnessu kot receptor, ja, tako je. Ja. In tle sem imel še ful lepšo prednost, da sem da kot receptor najprej spoznaš celoten ta življenje v fitnessu, dušo v fitnessu. Vmes sem delal in licenco in tako naprej. In sproti sem se v bistvu, ko sem delal na recepciji, sem se v bistvu še učil. Se pravi to fitness licenco za fitness trenerja. Tako, kot za fitness trenerje. Najprej sem bil prek ene firme, prek ene zveze, Fitness zveze Slovenije, takrat sem delal kot za voditelja, potem sem šel pa v bistvu delati prek AFP-ja prav za osebnega trenerja in en kup še teh dodatnih tečajev, ki jih pač kot trener moraš v bistvu vsako leto obiskovati, da se lahko izpopolnjuješ. In tu si delal še preden si imel prvo stranko, si že delal te licence? Ja, razen te, Mislim, tisto za voditelja, ja. Ja, tako da to sem prevzel kot voditelj, tako, tle nisem še to, kar sem zdaj. Dobro, se pravi, tako, kako bi povzel, ne, mi je ful zanimivo, ne, se pravi, celo življenje te zanimal šport, pol si tu razvijal, si začel fitness, si ful v to vlagal, jaz vem, ker sem se tu pogovarjala, milijon pogovorov, ne, katera prehrana, kateri beljakovine, take, druge, meso, ne meso, itd., ipd., ne. In pol mi je res pri tebi tako fascinantno, ker jaz pač kako tebe vidim, ne, kakor prijatelj in tako, ne, zame si ti ke en tank, razumeš, tu kar rine pa rine tam, ke bi jaz že rekel, ma daj, ne da se mi s tem, stari, ma ne bom tega delal, neša, ti si kar rino pa rino, ne, v smislu tem, da si res sledil, ne, meni je to kul, jaz bi to rad počel, okej, zdaj imam tule delo na recepciji, kaj lahko naredim, ne. Tu se mi zdi, da je eno tako vprašanje, ke tebe gon v življenju, tako, ke vidim, kar si iz tega povedal. Kaj lahko naredim,
da grem proti temu, kar si želim. Ne. Se pravi, si bil tam na recepciji in pol bum, individualni trening. Ja, jaz imam licenco, da ima tu ponuditi v mestu, ne vem, če jih kdo takrat imel, mislim, da bolj mal, ne. In, ja, in pol v bistvu dejansko, ne, kaj hočem s tem povedati, da če temu slediš, ne, prej ko slej, si prava oseba na pravem mestu v pravem času. Ja, Kakor se je recimo pri tebi zgodilo. In pol, pa to je bilo Novo mesto, ne. ja, Ni bilo niti poznano, kako v bistvu sploh izgleda trening 1 na 1. To je bilo najbolj zanimivo, ne, da pač jaz sem mogel, nas so samo naučili, kako bi rekel, od anatomije in tako naprej. Ti, trener si mogel sam razviti svoj sistem, kako ga boš delal s strankami. In tu je bil po moje najtežji del, ta, da si strokoven, da v bistvu veš, kaj govoriš, si samozavesten, in da v bistvu ljudje vidijo tebe kot ozornika, samo da te pogledajo. Zato pač se mi je zdelo zmeraj najbolj pomembno, da kot trener moraš tudi izgledati kot trener. In zato je v bistvu veliko ljudi ni me najedlo zaradi, da ne bo pomote, najedlo zaradi mojega izgleda, ampak sam pristop. ampak te je. Ni me, ampak v bistvu me je, ker sem zgledal trener, ki ve, kaj dela, ker dela to s svojim telesom. Ampak ja, ok, štekam še ta pristop, ki je pač tudi bil unikaten tvoj in tako naprej. Tako da ja, the best. Jaz mislim, da sva tle predstavila res en tak pogled, kaj vse je potrebno, a ne, zato da človek sledi svojim sanjam, da gradi, da je za sebe uspešen, kaj uspeh zate pomeni. S čim vse si soočil, recimo ta izkušnja z očetom in tako naprej, izguba očeta in tako ne. Saj zraven je še milijon, lahko bi se tle pogovarjala naslednje, po moje doziv. Nisem povedal, kaj sem po poklicu. Si osebni trener, si rekel, ne? Ampak kaj te pove, kjer šole imaš narejene? No, veš, katere, ne? Ja, vem jaz, povej tle, da bodo ljudje slišali. Ja. Najbolj hecno je bilo, da v bistvu, ko me kdo vpraša, kak poklic imam in tako naprej, povem, da sem najprej gradbeni tehnik, kot srednjo šolo, in iskreno povem, da nimam pojma o gradbeništvu, da pač karkoli me bodo ljudje spraševali glede gradnje in teh stvari, nimam pojma, ker nimam feelinga. Tu že zdaj priznam, ko me kdo kaj vpraša, če mu lahko kaj pomagam pri hiši, sorry, ne vem veliko. Lahko ti pomagam pesek premetavati. Ja. Ok, kaj si pa šel po srednji šoli? Pa najjača scena, ki v bistvu sem delal na tehniškem centru na Otočcu kot receptor, spet tak ful vrhunski poklic, da delaš s strankami, to sem pač ful rad delal. In takrat sem se v bistvu take stvari naučil, kako pristopati k ljudem in tako naprej. In jaz sem tam delal kot receptor, je bil pa še en maserski salon in sva rekla, da bi lahko naredila en deal in da bi on mene učil masirati, jaz pa nekaj učil borilne veščine, osnove. In mi je rekel, da in mi je tako on reče, da imam ful talent za to, da bi lahko res nekaj naredil. In jaz rečem, ok, super, kaj pa, mislim, kako grem, moram imeti kakšno licenco, kako to grem delati, jaz nisem pojma o tem. In pol jaz, v bistvu on reče, ja, da licenco delaš in tako naprej. In v isti sapi jaz gledam neki članek in vidim, da se odpira kozmetična šola, višja kozmetična šola v Novem mestu, prva. In jaz rečem, ok, daj pa kaj pa, če bi jaz tu poklical, ker je pisalo, da je dosti teh podzvrsti noter, da nisem kozmetika. In jaz se pač prijavim in grem, ne. In itak, da je bil šok po eni strani na tako šolo iti, ker smo bila dva moška pa 45 žensk. To je ta šok z gradbene na kozmetiko, je bil unbelievable. Ampak ja, zdaj, da me je vse skupaj peljala ta zgodba naprej, ne, da sem pa začel delati v termah, da pač so tudi tam rekli, da na masažah sem res dober, ampak iskreno sem se vsega tega ful prenajedel, no, ker sem dal po moje preveč vsega tega čez. Da, ja.
Evo, tako da so ta dva poklica, ki bi jih rad čim manj upravljal. Kul zanimivo, ne. Pač pol se najde, by the way, Jake P je komentiral, ti si gradbeni tehnik, ampak za telo. Ja, dobro. Ja. Tako da tu se lahko kar strinjamo, mislim, ne kar se strinjamo, ampak ja, John McCall je napisal Keep up the good work. Tako da tu. Bolj zanimivo, ne, tle se spet lahko povežem, zgleda, isti ptiči res skupaj letijo, ne. Okay, jaz sem mislil, veš, športno gimnazijo, pa imam ekonomski faks, pa imam za bolničarja negovalca, ne, in vse za svoje potrebe v tistem času, ne. In isto nič od tega mi ni, da bi počel, a ne, profesionalno. Mi bo bolničar negovalc ful dobro prav prišel pred ta malmo, ki se bo rodil, ne, ki pač znam prebijati in tako naprej, ker delati Lego. Tako da, nekaj je nekaj za nekaj, ne. Ampak, cool. Se pravi, kljub vsej tej izobrazbi, ki ljudje ponovadi sledimo, ne, ke pijan s plota se držimo, in če sem naredil to šolo, bom šel v to službo in pol bo tu, ne. Si ti dejansko rekel ne, a ne. Jaz grem tu, kar si želim in pol. Kaj mi je vrhunsko pri tebi, ne, in verjetno tu pri vseh, rečemo temu, ljudeh, ki delajo tu, kar si želijo, je to, da dejansko znaš izkoristiti priložnosti, pa ne zaspiš na njih, ne. Ampak dejansko si dobil priložnost in si šel za njo in tu mi je nekaj fascinantno in tu bi, ne, se pravi, rad predal najstnikom ni, ali pa ljudem, ki se iščejo v življenju, ne, se konec koncev niso samo nujno najstniki, jaz imam pa z njimi največ izkušenj, ampak je veliko ljudi, ki se išče, tudi sam sem se, ne. Je točno to, da greš pa tu, kar rad počneš, spremeniš pol v priložnost, v izziv in tako, ki si rekel, si postavljaš vedno večje izzive, cilje in to je dejansko to, zakaj se zjutraj zbudiš in greš, a ne. Ni, da se ustaviš na mestu pa čakaš, ne, da bo, ne vem. Obdobje bo sigurno bilo, ker pač ne veš, kako, ali bi šel naprej ali nazaj, ali je finance problem ali neki, ampak verjeti vase, pač za čemer stremiš, mislim, da te to lahko najdlje pripelje, ne. Ampak to je res močna želja, ne. To pač, se pravim, verjeti moraš v to in to je to, no. Jaz sem to mislil. The best. Meni si super to povedal, kar si, pač jaz se strinjam. Mislim, ne, res, a veš, kaj prej tudi, ko sem te vprašal, pa si malo motovilil, pa dostikrat ki imaš pri tebi, imam tak občutek, a veš, da tako poveš stvari, da boš zavil, da ne boš koga užalil, pa da bo malo ljudi upošteval, pa one druge, ne. Tleh si pa tako povedal direkt. To je nekaj, kar se mi zdi, da probaj več biti, povej direkt, ne več verjam vase, hodijo, ne, pač pa zaupaj svoje sposobnosti in jaz dostikrat dobim vprašanja, ne, rad bi se ukvarjal z muziko, pa mi starši ne pustijo ali pa ne verjamejo vame, ne. Se pravi, kaj bi ti rekel, ne, se pravi, imaš 17-letnika, ki bi se rad ukvarjal z muziko, profi, pa ima doma starše, ki ga ne podpirajo, ne. Kako bi se ti lotil tega? S tem, ki si rekel, verjamem vase in tako naprej, ampak zdaj čisto odvisno, kak karakter si. Spet nekaj olepšuješ, kako bi se ti lotil tega? Predstavljaj si, daj se v kožo, si 17-letnik, imaš ta mindset, ki ga imaš danes, kaj bi naredil? Jaz 100% grem iz prve, pač grem delati tisto, kar bi rad delal in ne bi poslušal staršev. Če veš, da si v tem dober. Če sam po sebi veš, če svoj izdelek predstaviš svojim prijateljem, da te vsaj 2 pohvalita, iskreno, da te pohvalita, lej, pol veš, da je top, pa da se bo, mislim, fajn je kako mnenje dobro slišati, da te mogoče dvigne gor, ne. In tako sem ga tudi jaz dobil, ne. Več je bilo negativnih, kaj bo zdaj s tem, ampak so bili pa tudi unik, veš, rabiš eno besedo, pa boš rekel, fakt, tu je pa ful dobro povedano in tle si me dobil, tle grem naprej, ne. Mogoče je res tudi tu, no, ampak jaz mislim, da kakor sam sebe poznam, ne zanašaj se na druge, ampak samo nase. Okej. Tudi če so starši. Starši so živeli v svojih časih. Mislim, še živijo, ampak imajo mindset.
kar pač In imajo. mindset je drugje. In jaz sem tudi tu ugotovil, da pač vseh stvari se starši žal ne moreš pogovarjati, ker gledajo iz drugega zornega kota. Pač čas gre naprej, se spreminja in poklici so takšni in drugačni. Pač, če bo imel eden rad, ne vem, umetnost, pač naj gre umetnost. Tako bi imel, po mojem, tudi ko bom jaz starš, bom pač probal otroka maksimalno podprt, kar bo on hotel delati. Ker se mi zdi najhujše, če ga zaveraš pri tem, kar bi on rad delal. Ne vem, kaj praviš? Ja, jaz se strinjam, točno to, kar si rekel. Se mi zdi neki, pač sej na drugi strani, če pogledaš, a ne, jaz vedno probam pogledati iz vseh strani, ne, te starši, pač njih skrbi, ne, oni bi radi, da smo mi varni, da smo mi Dostikrat pa pride do te iluzije, a ne. Radi bi, da smo mi srečni, in pol na drugi strani ti reče, ne delaj to, kar te veseli, a ne. Ker tu ti ne bo prineslo, ne boš imel denarja, ne boš mogel preživeti, a ne. In se pač tu se mi zdi, da se zabija med sabo, a ne. Se pravi, rad bi, da si, ampak ne bi rad, da si. Ali pa da si pod temi pogoji, kakor jaz vidim, kar si dobro povedal, pač, a ne. Vsi smo bili vzgajani, tudi mi bomo po moje, za našimi otroci, a ne, pač bomo mogli veliko stvari spustiti, kar bodo oni že vse vedeli. Tako da moraš res poslušati pač svojega otroka oziroma najstnika, ne. Pač je obdobje v življenju, ki pač res rabiš, moraš biti pač poslušalec dober. Pač tako je. Tu si vrhunski. Pri mene bo mama take ful dober poslušalec, ne. In oči ni dober poslušalec. Ja, ne dvomim, a ne, je pomembna ta podpora doma, ampak se da tudi brez nje, a ne. In ravno v ta namen jaz delam, kar delam recimo v življenju, te delavnice, mentorstvo 1-na-1 mladim, pa tudi ta, zakaj sem se spomnil tega in tako naprej, je točno to. Danes bom malo večkrat povedal, sčasoma bo to vedno manj, ampak res bi rad, da se to usidra, da smo tule, v primeru, da nimaš se s kom pogovarjati, ali pa da poznaš koga, ki se nima s kom, ali pa da veš za koga, ki bi ful rad nekaj počel, pa rab neko podporo, spodbudo, spodbudne besede, nekoga, ki ga bo razumel, slišal, pač naj pride sem, kontaktirajte me, jaz sem tle res za mlade, predvsem za najstnike, meni so najstniki vrhunski, ker po eni strani, ne, si ful tako, hočeš biti odgovoren, odrasel, da te gledajo, in po drugi strani imaš milijon vprašanj glede lifea, ki ti jih noben ne pove, šola ti tega ne da, ne. In to je nekaj, kar bi pa jaz rad tle dal in zato tu postavljam. Tako da, Matic, res hvala, da si se odzval, da si prišel, da si povedal vse, da dejansko si izlil tle z nami, delil svoje življenje, kar je tudi po svoje fenomen, ker ljudje redko kdaj to res tako naredimo in da pač povemo tudi o temah, ki načeloma so tabu, kakor recimo izguba očeta, ne. Ampak tudi tu bi jaz rad prebil, ne. Zame ni velike razlike med, tako kot si rekel, cikl življenja, ne. Življenje, smrt, vse se dogaja v ciklih, a ne. In da se pogovarjamo lahko res od vsega in predvsem tu, kar se mi zdi vredno, kar si danes dal, je, da verjemite vase, da najdete tisto željo, ki je tam, kaj bi radi počela, ne. Nekje tiči, samo zbrskajo ven in pol to zasleduj, ne glede na okoliščine oziroma na okolico, a ne. Seveda, da pri tem ne škodiš sebi in drugim, pač to je, se mi nekako že avtomatsko tam, ampak vedno rad poudarjam, ker kakšen pol tako rečem, delaj, kar te veseli v življenju. Ja, mene veseli, da bi šel enega na gobec. Okej, ne boš glih srečen, če greš to delat, ne. Pač, tako da v tem smislu, ne, pač delaj nekaj, kar ne škodi tebi in drugim, ne. Tako da, evo, Matic, v zahvalo, ke si prišel, jaz ti bom podaril enomesečni subscribe na moj kanal, tako boš dobil, boš vedel, kdaj sem online, dobiš posebne tudi druge stvari, emotije neke in tako naprej, bomo pa še zgradili. To bi rad povedal, nov logotip delamo, grafična podoba, ta uvod, ki je bil danes, ta uvodna špica je v bistvu test
ful stvari se dogaja, jaz sem čist navdušen, kaj vse bomo naredili in goste, ki jih imamo po Maticu, res vrhunski, od človeka naslednji teden, ki je sodeloval z Goranom Dragićem, za NBA Junior, ki dela dogodke z Marko Tavaresom Kamp in tako naprej in organizira ne vem kakšne velike stvari. In dejansko je pač nahajpan skozi, to je happy fit človek. Pol pride Špela, zakaj ga ne povem, zaradi tega, ker je še malo skrivnost. Pol pride Špela, ki smo že danes pač odkrila, nismo šli mimo tega, od Matica, partnerka, pač res bejba, ki je tank. Po moje se je tako, kot je Matic rekel, od njega to naučila, zdaj pa 10krat bolj vrhunsko to izvaja. Z vse spoštovanjem, ni tle, da bi te žalila, pa je res. Ja, in pol pride en zanimiv človek, umetnik, ki je naredil en velik rezultat v Sloveniji in je pač performer. In zadnjič v septembru pride, 2. septembra pride še ena moja dobra prijateljica, ki je v bistvu pripeljala, mislim, da TEDx v Slovenijo in dela tudi velike dogodke. In to je to, pol bo pa rojstvo juniorja, Taja, bomo pa spet nadaljevali konec septembra. Evo, tako malo urnik, v tem času bomo pa grafična podoba, nov logotip in tako naprej. In vse tu boš imel dostop do tega, do ekstra nekih badgeov dobivaš in tako. In res hvala ti. Evo, mislim, da bom zdaj tu končal, če ne bom mogel še kaj narediti. Evo ga, evo, rečeno. In ker je najprej giftov enemu, se pravi, subscribe, enemu, ki je bil tle noter, dobil ga je Mike Wood, se pravi, temu se reče, da podariš subscription communityju, se pravi skupnosti, bom jaz isto naredil. Tako da, evo še za community, ne vem, kdo ga bo dobil, da vidimo, kdo ga bo dobil. Kill Bill 2 ga je dobil, evo, Kill Bill 2, the best. To je to. Hvala vsem, ki ste gledali, če imate še kakšno vprašanje za Matica, pa zdaj povejte, če imate karkoli, bi še radi pokomentirali, se mi zdi to dobra ideja, bi radi, mislim, mi bomo tle, jaz bom tle z mojimi gosti. To je to. Matic, še tvoje zadnje besede, kakšna je bila tvoja izkušnja? Meni je bilo ful dobro, da sem šel čez moje življenje malo čez. Ne grem glih vsak dan čez svoj vagon svojih stvari. Okay. Ja, ko ponovadi zmeraj rečem, da nosite ruzaka s sabo, ampak ga imejte zmeraj na pol praznega, da date še kaj novega noter. Ne, ampak ja, ful dobro, no, v glavnem, tako da podprite Jerneja, ki ve, kaj dela, in jaz mislim, da bo tu nekaj velikega prišlo še ven. Okay, hvala ti. Hvala Matic, hvala vsem, ki ste gledali. Tu je to za današnji večer. Naslednji teden, kakor sem rekel, gosta odkrijemo tekom tedna, tako da spremljajte, followajte Instagram, Facebook, Twitter. Kakršnokoli vprašanje, karkoli, če imate vi v mislih koga, s kom bi vi radi, da se pogovarjate, da bi bil tle z nami in z nami delil svoje izkušnje življenja, nekaj tasga, se šel, kar so se danes šla jaz pa Matic, mi sporočite, jaz sem odprt za predloge, na listi imam že ful oseb, in da do konca leta sproduciramo in da to rata ena res redna stvar. Hkrati pa imam tudi željo razviti en podcast na eno redno skupino ljudi, ki bi v bistvu tle debatirala o čemerkoli pač bo, predvsem v življenju, ko se soočati s tem. Mislim, da je to ena stvar, ki ljudem res veliko da. In da pol tudi lahko kontaktirate. Če hočete graditi svoje telo, je tle gradbeni tehnik Matic Silovar primeren za to, evo, pump is up, tako da, evo, res lepa hvala, ne vem več, zmeraj mi je težko zaključiti, ne vem, kaj bi povedal na koncu, ker rad vas imam in se vidimo naslednjo nedeljo, vmes bojo še streami, večinoma tu streamam Call of Duty Warzone, ker mi je pač res top to početi. Če koga zanima zakaj. In lahko tudi takrat prijete, kaj vprašate, jaz sem tle na voljo, kadarkoli sem online, tako da
Vsi, ki gledate, če še ne sledite kanalu, sledite, vžgite zvonček, da boste vedeli, da sem online, na telefonu si dajte Twitch app gor, kar vam bo najlažji dostop kjerkoli imate internetno povezavo. Matic je pa zdaj subscriber, on bo bil skozi zraven. Hvala. Je. Twitter. Ok, cool, hvala Matic, hvala vsem, ki ste gledali in nič, se vidimo jutri, že jutri ob 10 bom ponovno online. Tako da, ajde, čau, čau.